Zdravje državljanov bi moralo biti dejansko ne samo deklarativno na prvem mestu. In preventiva je nekaj, kar ne vzdrži mandatskega obdobja. Se pravi, tle ne moramo si dovoliti, da s politično ignoranco ustavljamo neke procese, ki so usmerjeni v to. Se pravi, to je dolgotrajen proces in predvsem pa s povezovanjem znanja, pa s hitrim prenosom znanstveno-raziskovalnega dela, ki ga imamo, pač rodi velike in dobre učinke, čim prej prenesti to v konkretne ukrepe. Pri tem je seveda danes na prvem mestu personaliziran pristop, natančna medicina in pa multi-omics, torej obravnava čim večjega števila podatkov s pomočjo umetne inteligence, lahko zelo načrtno delamo in pomagamo ne samo posameznikom, pa širšim množicam. Torej, sodobne metode v rehabilitaciji, ki jih razvijamo na osnovi tako imenovanih bed rest študij, ko položimo zdrave ljudi v posteljo in ležijo dlje časa in tam ugotavljamo, preučujemo mehanizme propadanja, so nam dali izredne dobre informacije o morebitnih intervencijah, ki jih lahko izpeljemo. Te intervencije, konkretno vadba z VR očali v virtualnem prostoru, smo uporabljali tudi in jih uporabljamo pri rehabilitaciji po možganskih kapeh in obrodijo res odlične sadove. Torej, ne le, da so učinki rehabilitacije boljši, da so hitrejše okrevajo, da manj ljudje tudi, če rečem, izgubljajo mišične mase in motorične kontrole med ležanjem, ampak tudi kakovost življenja tega posameznika, ki je vključen v te procese, je veliko večji. Tako da bi si želeli, da bi to bilo še hitreje. Z današnjim razvojem in hitrostjo razvoja umetne inteligence je zelo težko napovedati, kajti mislim, da so te neslutene možnosti sigurno velik napredek.